po še današnjem že 24. kostelskem tekmovanju, ki je istočasno tudi drugič tekmovanje Slovenske vojske. Organizirali smo ga letos kot vsa leta in upam, da bo se zadovoljni tudi z današnjim tekmovanjem. Kasneje se nam pridružil še general-major dr. Alojz Štajner, ki bo tudi vse vas pozdravil v zaključni prireditvi in se gledal tekmovanje, tako da upam, da bo to tudi uspešno potekalo. Kot vsako leto za soorganizacijo tekmovanja skrbila gostelski klub Ankaran in pa glavna sodnica Irena Rosa, ki jo zdaj prosim mikrofon, da pove še nekaj pravil. No, tukaj bi vam rada predstavila še pravzaprav predstavnico Mladinskega zdravilišča Debelji Rtič, gospod Vero Kaligarič, ki nam skupaj z ostalim vodstvom Mladinskega zdravilišča omogoča, da smo tukaj že zelo, zelo dolgo. Kot ste slišali, 24 zapovrstjo za tole tekmo Združenja slovenskih častnikov, drugo leto se nam je že pridružila Vojska slovenska. Najprej bomo razglasili posamezne rezultate za Zvezo slovenskih častnikov in sicer letos imamo 2 druga mesta in 1 prvo mesto. Drugo mesto, Uroš Kriška, OZSČ Ljubljana 1, pokal podeljuje major Aldo Knafelc, sekretar Občinske zveze slovenskih častnikov Koper. Drugo mesto, Anton Belej, OZSČ Šentjur 1. Pokal podeljuje predsednik Občinske zveze slovenskih častnikov Koper, major Bojan Starc. In prvo mesto, Santi Janežič, OZSČ Ljubljana 1. Pokal podeljuje predsednik Zveze slovenskih častnikov, general-major Alojz Štajner. Boste se skrb zbašali. Pita zraven, no. Prehajamo na ekipno razglasitev rezultatov. Tretje mesto, ekipa OZSČ Šentjur 1. V sestavi Gorazd Groser, Janko Pinter, Anton Belej. Drugo mesto, ekipa MPRV1 v sestavi Martjan Luršak, Matjaž Zorjan, Uroš Luršak. Pokal podeljuje predsednik OZSČ Koper, major Bojan Starc. In prvo mesto ekipno, ekipa OZSČ Ljubljana 1 v sestavi Uroš Krička, Aleš Modic, Sandi Janežič. Pokal podeljuje predsednik ZSČ, general-major Štajner Aleš.
No, zmagovalci! Ekipa OZSČ Ljubljana 1. Naslednjega leta. Čak! Nekaj težko tole nesete. Mi imamo s kombijo, drugo je tri. Če ga lahko pol ure držiš, pol pa gremo tekmovati. Treba v fitness. Če uro še date sami, Podlanskega leta prejme gospod Krička za 3. mesto po posamezno še pokal Podlanskega leta. Podeljujemo jo na Felcani. Tekmovanje Slovenske vojske in priznanje za Slovensko vojsko podeljuje višji vojaški uslužbenec 3. razreda Igor Primc in prvo bomo podelili posamezno za ženske. 3. mesto Katja Komentar, logistična brigada Poveljsko. Drugo mesto Mojca Vučko, 1. brigada. Prvo mesto Marjeta Fajfar. Še eno skupno. Drugo mesto Tomaž Pisnik. In prvo mesto Božo Pirc. Ekipni rezultati. 3. mesto ekipa PSSV v sestavi Aleksander Majetič in Anton Kerin. Drugo mesto v sestavi Marjan Podržaj in Aleš Kacjan. In prvo mesto v sestavi Tomaž Pisnik in David Bizjak. Ja, pa ne ožijak, na vrati. Evo, počuli kolega. Spoštovane tekmovalke, tekmovalci, spremljevalke, ne vem, če lahko rečem tudi spremljevalci tekmovalk, lepo pozdravljeni. Dovolite, da ob tem čudovitem zaključku in v čudovitem dnevu spregovorim nekaj besed. Najprej bi se vam vsem skupaj, ki ste prišli na 24. odprto tekmovanje v rokostrelstvu Zveze slovenskih častnikov, zahvalo. Osebno zahvalo izražam območni organizaciji Združenja slovenskih častnikov Koper in pa seveda lokostrelskemu klubu Ankaran, ki nam 24. leto zapored že pomaga izvajati to, upam se reči, lepo in čudovito tekmovanje. Prihodnje leto bo 25. Verjamem, da se srečamo. Dajmo nekaj resnega.
Zveza slovenskih častnikov je bila ustanovljena leta 1993, registrirana 8. marca 1994, kar pomeni, da šteje 24 pomladi, toliko kot lokostrelsko tekmovanje. To pomeni, da je v samostojni Sloveniji lokostrelsko tekmovanje eno od skupnih dogodkov oziroma krovnih dogodkov, ki jih zveza organizira že 24 let. In želel bi, da se ta lepa tradicija tukaj v tem prelepem delu Slovenije nadaljuje. Še enkrat čestitke vsem prejemnikom medalj, pokalov, skupnemu zmagovalcu in vsem, ki ste bili danes tukaj. Srečno prihodnje leto!